Predsednik, hvala lepa. Spoštovani gostje, ki ste danes vabljeni na to skupno sejo odborov, seveda tudi spoštovani kolegi poslanci in poslanke. Zdaj dovolite mi na začetku dva uvodna uvida v kontekstu že razprave, ki je bila pred mano. Zdaj, tudi jaz moram reči, da ena izmed izvajanj kolega Ciglerja govorila o tem, da so te vlade vsi naveličani. Glejte, to je res nizkotna diskreditacija, regijski obiski, ki se vršijo na terenu. Jaz sem bil sam prisoten na Štajerskem, tam nihče ni naveličan te vlade. Govorim seveda o delovnih ljudeh, o delovnih podjetnikih, ki delajo od jutra do poznega popoldneva. Tisti seveda to vlado, ki je proaktivna, ki pomaga gospodarstvu, seveda podpirajo. Zdaj, kaj se tiče mojega drugega tega uvodnega uvida, je pa dejansko že neposredna vsebinska observacija, ko je seveda gospod Urbas danes dejal, da 29.9. so strani policije detektirali šest uradno pregonljivih dejanj. Pred njim je nastopil gospod Butala, ki je seveda lepo povedal, tako kot vedno, da pač seveda na tožilstvu imajo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja, kar je seveda za pozdraviti. Jasno, da upoštevajo pri svojem delu zakon, ustavo, mednarodne akte in pa seveda, da je potem skrbna presoja tožilca, ki je seveda neodvisen, tista, ki potem detektira ta kazniva dejanja in potem po uradni dolžnosti tudi preganja. Se pravi, gospod Butala, najmanj 6 uradno pregonljivih dejanj je zdaj v tem trenutku 29.9. dalje, ki verjamem, da boste jih urgentno procesirali. Zdaj, tudi jaz ocenjujem, da smo v Sloveniji prišli nekako do neke točke pravnega preloma, to verjetno vsi vidimo. Današnja razprava je točno o tem, da bodo dolžnosti teh pristojnih organov, da bojo zaščitili pravni red te države. Milo rečeno, zdaj, če hočemo, da druga točka naše ustave ne ostane samo zgolj mrtva črka na papirju, da se tudi udejanja, govorimo o tistem delu, da smo tudi pravna država, seveda, bodo seveda mogle institucije ustrezno in urgentno odreagirati. Dejstvo je, ti shodi, neprijavljeni protesti, da rečem, dejansko rušijo ta pravni red naše države, vedno se praviloma končajo kot nasilni zgredi, to vidimo po televizijah v živo in pa seveda tudi prisotni so tam izkazani kriminalci, ki so že bili obsojeni. Se pravi, pravni red počasi zamenjuje anarhija, ki smo jih pričah na naših slovenskih cestah, to vidimo vsak petek, zdaj je vedno bolj tudi ob sredah. Zato, ampak kot je bilo danes rečeno, te proteste treba spraviti v neki časovni okvir, saj se niso začeli včeraj, predvčerajšnjim, začeli so se že takrat, ko se je ta aktualna vlada sestavljala, takrat se je začelo generirati to poulično protestiranje, ki potem, kot rečeno, vodi k vedno večjemu nasilju. Te grožnje s smrtjo, ali nam pripadnikom Slovenske demokratske stranke, s smrt janšizmu, tudi določeni grožnje smrti so bile eksplicitne, smo tudi videli. In zdaj tožilstvo in sodstvo zdaj v poldrugem letu, gospod Butala sicer zanika to njihovo domnevno nepasivnost, ampak kak je pol možno, da v tem poldrugem letu se te zadeve radikalizirajo? Kak je to možno, če bi tožilstvo pa sodstvo, bi rekel, bolj vesno, če uporabim izraz gospoda Butale, se držalo svojega dela. Zdaj, te grožnje smrtjo, jaz ugotavljam, so postale del vsakdana. Te zavržne groze smrti, jaz sem jih zdaj pred 3 tedni sam doživel, ne samo, sem bil priča temu, samo minuta bo odzela časa. Na pošti na Slomškem trgu v Mariboru se en osebek, uslužbenki, kričal je na njo, ubil te bom, ubil te bom, ubil te bom, kar nekaj ni bil zadovoljen z neko storitvijo. Jaz tega več nisem mogel enostavno gledati, zato sem gospodu rekel, gospod, dajte, ne grozite tukaj z obojem. In seveda, ko sem šel potem ven klicati policijo, me gospod še z pestjo mahnil po hrbtu. Tak daleč smo prišli. In to ne želim dobenemu kolegu poslancu, da se mu kaj takega zgodi. Jaz sicer, da ne bo pomote, nekako
se sam znam seveda braniti, ampak logično kot predstavnik ljudstva vse, kar mi preostane, je to, da pokličem organe, ne policijo, ampak tako daleč smo prišli, da te dejansko nasilneži, ki so pa seveda tudi imeli potuho v dosedanjem promoviranju teh nasilj, zagroženo z nasiljem, da že vsak dejansko takoj poseže po nasilju, če ga opozoriš, naj ne grozi z najhujšimi kaznivimi dejanji. Zdaj, organizatorji teh nedovoljenih protestov so seveda znani. Jaz sem tukaj na Facebooku, kot vsi vi ste videli, da je celo poslanec iz Evropskega parlamenta, iz stranke Živi zid, gospod Ivan Vilibor Sinčić, objavil sliko ponosno, da Facebook občinstvo pozdravlja organizatorji protestov, seveda z roko v roki z gospodom Stevanovićem. Tako da to zavajanje je res, mislim, že meji na bizarni teater. Organizatorji so znani, to dajmo razčistiti enkrat za vselej. Na tej skupni seji, se pravi Zoran Stevanović na srednjih protestih in gospod Jaša Jenull, sin vrhovnega državnega tožilca na petkovih shodih. Zdaj, na te pozive različnih skupin se seveda tudi odzvali različni, kot sem že dejal, kriminalci, ki jih vidimo na teh nezakonitih shodih, in spirala nasilja se samo povečuje, samo se vrti in dodatno dobiva na pospešku. Zato seveda je nujno, da od najvišjih predstavnikov policije, tožilstva, sodišča, državnega odvetništva res upravičeno pričakujemo in kot poslanci in kot državljani, da v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi odreagirajo. Zdaj, kaj se tiče, jaz imam tudi občutek, da ti sredini protesti se nekako za nalašč prijavijo, ker ve se, kaj je njihova agenda, kaj je njihov cilj, se pravi zavzeti ceste, blokirati Ljubljano, zastraševati mimoidoče, zastraševati zdravstveno osebje, porivati novinarje in uničevati javno dobro. To je agenda teh protestov, to je agenda. Zdaj, in tu sem še jaz opazil en paradoks, ti nasilneži, ki izvajajo to nasilje, govorijo, da so za svobodo, hkrati pa omejujejo svobodo državljanom, ki so ujeti v pločevini, so ujeti v svojih lastnih avtomobilih, na sredstvih, se pravi javnega prevoza. Omejujejo tudi, če hočete, oskrbo do nujne zdravniške pomoči. Koliko pa bi lahko bilo hipotetičnih primerov, da bi pa koga mogli zaradi, srčnega napada ali pa česa drugega peljati v UKC in zaradi tiste silne množice, to ne bi bilo izvedljivo. Ti ljudje dejansko omejujejo svobodo svojim sodržavljanom. Res, to je nedopustno. Kaj se pa tiče zdaj legitimnosti teh, gospoda Stevanovićeva in drugih, gledajte, enaka je ničli. Vsak od nas tukaj v Državnem zboru, ki je bil izvoljen na volitvah, ima tolikokrat večjo legitimnost, koliko glasov je dobil. Če je dobil kolega Rajh iz Maribora, 500 glasov, jaz pa 2500, ima on 500krat večjo legitimnost od Stevanovića, jaz pa 2500krat večjo legitimnost. Zato, ker gospoda Stevanovića ni ljudstvo pripeljalo v ta Državni zbor. To mora biti povsem jasno. Ti ljudje nimajo dejansko dobene legitimnosti. Oni pravijo, da so ljudstvo. Vse vemo, da politiko oziroma parlament pol izvršujemo ravno prek volitev, tisto ljudstvo, ki nas vsem z volitvami postavi, ne pa z huliganskimi destruktivnimi akcijami na terenu. Zdaj, to, kar se napoveduje, danes še nismo sploh govorili, čeprav so bili že morebitna kazniva dejanja strani pravnikov, določenih mnenjskih voditeljev že detektirana. Zdaj, če se bo udejanilo to, kar gospod Stevanović govori, da bo jutri, ko je vrh Zahodni Balkan EU, gledajte, najmanj 3 kazniva dejanja so tista, ki bo jih tudi verjetno opazilo državno tožilstvo, se pravi 177. člen kazenskega zakonika, prenašanje nalezljivih bolezni, 297. člen kazenskega zakonika, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, in pa seveda 354. člen kazenskega zakonika, to je nasilje zoper predstavnike tujih držav ali mednarodnih organizacij. Ja, spoštovani, tako daleč smo prišli, da celo ta člen je v igri pri morebitni jutrišnji akciji teh nezakonitih protestov. Zdaj, na koncu bi še rad pa seveda še eno zadevo potegnil z tudi našim, kako bi rekel, štajerskim znanim, če malo karikiram, mejnim bojevnikom Andrejem Šiškom.
Zdaj tam, če se spomnite, ta šef Štajerske varde, ko je pač po južni meji hodil, tam lovil nekako te, ali pa opozoval te migrante, tam so se tožilci, sodniki, ne, če rečem v sekundi 20 zganili. V sekundi 20 zganili, Andrej Šiško je bil procesiran takoj in je tudi zadolžil zaporniško rjuho za nekaj mesecev. Takoj. Zdaj mi pa povejte, zakaj bi bil gospod Zoran Stevanovič kaj drugega od Šiška, ne, ko z somišljeniki hodi po Ljubljani, pa dejansko eksplicitno zdaj že grozi z blokadami države, z grožnjami, kaj vse bo naredil, ko bo tuje državne delegacije, a on pa ni grožnja naši ustavni ureditvi Republike Slovenije. Naj mi potem, spoštovani predstavniki iz tožilstva, mislim, da gospoda Flerančiča danes nikar nam je dopis poslal, naj mi odgovorijo, kakšna pa zdaj razlika. Jaz mislim, da so njegova pretekla pa napovedana dejanja mnogo nevarnejša za pravni red, za pravni ustroj Republike Slovenije, za samo ustavno ureditev, kot so pa to dejanja Šiška, čeprav daleč od tega, da bi ga opravičeval. Zdaj še enkrat naj bo poziv za te omenjene organe, ki smo jih navedli v sklicu te seje, dajte se zbuditi, dajte v okviru svojih pooblastil, seveda in zakonskih možnosti imate, začnite delovati, vse omenjene sklepe jasno pa bom podprl. Hvala.